sun shine in, let the sun shine in, the sunshine. Breng. A boš ti brala tle, ali kaj si ti tukaj? Let the sunshine, ljubezen, fuk, dej ne seri, stari, to je se dokaj. Dober je. Novica, ki lomi je tokrat taka. Poslanci SDS so zoper notranjo ministrico Katarino Krazan včeraj vložili interpelacijo o delu in odgovornosti. Eden od njih poslancev pač ne, Branko Grims. Grmov je pa to. Pravi, da so interpelacijo vložili zaradi njenega neustreznega izvrševanja 8. točke odločbe Ustavnega sodišča. Let the sunshine. Ustavnega sodišča o zlorabi ministrstva za politične namene ignoriranje izidov referenduma o tehničnem zakonu tako imenovanih izbrisanih, ustvarjanju neenakosti in očitnega ogrožanja sistema javnih financ. Ministrica je prepričana vase in v svoje sposobnosti in se interpelacije ne boji. O popravljanju napake z izbrisanimi pa je povedala tole. Kar se tiče ocen, kakšne bodo odškodnine, so špekulacije, govorjenje na pamet. Do danes še ni bilo nobene pravnomočno prisojene odškodnine. Krivica pa se je zgodila 17 let nazaj. To, kar delamo danes, je, da jo želimo odpraviti. In prej, ko jo bomo odpravili, manjša je verjetnost, da bo do odškodnin prihajalo. Kaj smo tam naredili, krofek mali, kaj smo tam naredili? Dej, ti hipurka, poglej zdaj. Tle imaš kozarc vode, probi ste malo zresant, ti imaš tle novice za brat. Da smo si na jasnem. Pa ne se mi skozi režati, no? Dej, probi brat, no? Prosim. Ti ni za noben joint. Joint bomo pol kadili, pusti to. A bolj mora biti resno. Ministrstvo za notranje zadeve je prvi korak seveda že naredilo. Včeraj so namreč začeli izdajati dopolnilne odločbe izbrisanim. Ej, kaj pa so izbrisani? To so uri, ki niso še narisani. Krbet, se ni važno. Breng. No, izbrisanim so začeli izdajati dopolnilne odločbe in v največ 3 mesecih naj bi jih razdelili okoli 3000. Fak, koliko jih je v Vietnamu umrlo? Po besedah Kresalove vsem tistim izbrisanim, ki so si v vmesnem času že uredili status v Sloveniji. Resna sem čista. Vsi ostali, ki živijo zunaj Slovenije, ki bojo urejali status na podlagi svoje vloge, jo bojo urejali na podlagi zakona, ki pa ga še pripravljamo. To je naslednji korak. Prvi korak, po uradni dolžnosti izbrisanim, ki spadajo v to skupino, ni treba narediti nič. Vsi ostali seveda bodo mogli sprožiti postopke, vložiti vloge in na podlagi zakona, ki bo še sprejet, se bo potem odločala, ali status dobijo ali ne. Prosim te, maškara, karkoli že si, lahko prosim bereš. Medtem ko nekateri popravljajo krivice izbrisanih, pa se drugi intenzivno ukvarjajo z akcijo zbiranja podpisov za referendum za vstop Hrvaške v zvezo NATO. Njega sretno, NATO, ljubezen, mir, peace, love and harmony, Mi vam delamo itak uslugo, ne smete iti v NATO, koliko bo to enega sranja pol še, pa tega, pa vojne, pa to ne moreš. Daj bodno, imejmo se radi. Dajmo ljubezen širt, pa mir, pa take zadeve, pa glasbo. Lahko naprej, prosim. Spimo, vince, vodo. Podpredsednik sveta stranke Slovenskega naroda Ladislav Troha je razkril težave, s katerimi se v teh dneh soočajo zbiratelji podpisov. Daj še malo vode, a? In se skuša diskreditirati tako stranko kot posameznike in že potem se vidi, da se slovenska oblast celotna, ali pa če rečem celotna slovenska politika izredno boji tega referenduma. Pa še nekaj bi rad povedal, da glede na to, da je predsednik državnega zbora takoj razpisal začetek zbiranja podpisov, nam je seveda s tem vzel en dan, dva, ker mi zdaj post festum urejamo vsa ta vprašanja okoli zbiranja podpisov.
namesto da bi lepo v miru se te stvari zmenili in bi naprimer z današnjim dnem začel teči rok za zbiranje podpisov. Love is all around me. Troha pravi, da zbiranje podpisov ne bojo prenehali in da vztrajajo pri svojem. Kdor špekulira, da naj bi ustavili, da naj bi ne vem kaj, ni variante. Mi čakamo edino nečesa. Naj se vrnejo stvari v dogovoru s Hrvaško in Slovenijo na 25.6.91 v naravi, ne na papirju, ker papir marsikaj prenese, potem ustavimo takoj. Ampak naj se de facto hrvaška vojska, hrvaška policija umakne z naših ozemelj in ustavimo. In potem se od tam naprej politika pogaja. Kva pa ona tle dela? Ja, komentar ma, no, dej! Kva si pa tebi zgodil? Ja, no, čakaj. Komentar bi prebrala, če boš napovedala. Se zdaj baviš, ali kva? Ne, a lahko rečeš komentar dneva. Komentar dneva o pustu in takih zadevah. Emo balerina. Začela se je na pustno soboto, ko sem se naključno znašla v mestu nakupov, v novodobnem raju za mlade slovenske družine. Priznam, da sem zamudila pustno rajanje s čuki, tako da je moja presoja o izvirnosti mask morda krivična. A v dobri uri sem videla približno 5 malih Spidermanov z že vgrajenimi mišicami, 6 Hound princesk ter 4 indijance, 2 pikapolonci, 3 kavboje in 2 klovna v kostumih z Interspara po 15 evrov. Zvečer sem pustno pohajkovanje nadaljevala v klubu Inbox, kjer je Salome priredila Diva karneval ali tako imenovani žur za muco. Tam je bila slika seveda povsem drugačna. Punce so se odločile za seksi ljubke opravice, bilo je veliko mišk, hudičk, zajčic in muck. Predstavniki moškega spola so se večinoma odločali za enodnevno spremembo spola, kar zna biti včasih sila nerodno. Ravno včeraj je znanec razlagal, kako se je nekoč zamaškar ljubčkal za eno čist hudo bejbo, ki je po tisti noči ni videl nikoli več. Opaziti je bilo, da med maškarimi vlada pomanjkanje domišljije. Pri večini se začne že z idejo, ki ji sledi slaba izvedba v obliki kupljenih kostumov iz Magic Shopa, pred katerim je mimogrede letos bojda stal varnostnik, ki je zaradi gneče stranke spuščal v trgovino postopoma. A še vedno je to bolje, kot da si za maškare nadaneš lesuljo in sončna očala in zato pričakuješ cenejšo karto, ker praviš, da si maškara. Potem bodi za maškare raje len. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. Se sem Janis Joplin. Ma kakšen Joker? Joplin. Ma kaj se kdo je bil to? Ti si tudi en kekec. Na Univerzi v Ljubljani so predstavili literarno biografijo Janeza Drnovška, mali princ slovenske politike, Marinke Fritz Kunc. Pisateljica, ki je med drugim napisala tudi biografijo o ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću, je Drnovškovo biografijo založila in izdala sama, ker ne ve, kaj bi sicer drug založnik naredil z njo. Jaz bom na začetku povedala, jaz dr. Drnovška nisem nikoli srečala. Nikoli. Pa bi ga lahko ničkolikokrat. Tudi v knjigi pišem. V bistvu sem se srečala z njim na soboto, 23. februarja lansko leto, ko sem šla na trg in je vsak skušal nekaj povedati o Drnovšku. Nekaj reči. Vsi so vlekli ven ene spomine, ene protokolarne, medijske, pompozne besede in takrat sem ga začutila vso njegovo samljenost in sem, kar je to ni on. Pa to ni on, vendar on. Sama veš, hipiji niso imeli krofov po teh pizdarih. Ali pa tudi donuts in kaj so že oni ameriški neki krofi. A si ti kaj našemljen? Pa jaz se našema že zato, ker prijem sem delat. Lahko bi bil Jani Sever. Ja, povem ti, to je super ideja. Drugač pa, če rabite kako idejo, v Cerknici so jih imeli ful, tako da še je cajt, recimo nekaj takega. Zdaj imamo med Butalce tudi pravo jara gospodo. To so tiste najimenitnejše predstavnike butalske rase. Drugač pa še vreme. Veš, kaj ti jaz povem?
Če ne bi bilo toliko tega onesnaženja toplotnega v teh pizdari, bi imeli krofi čist drugačen okus, ne. Zdaj, ker bi sonce skozi jalo v oblaku, ne bi bilo pa take zadeve. Iz ljubljanskega studia 136, to je bilo hitrostno jetje krofa. To so bile vesti na vesti. Na zdravje, pa se vidimo naslednjič.